namenjena podelitvi nagrad in priznanj najboljšim risbam, ter katalog, ki daje celotni ideji še dodatno težo. Zahvala vsem, ki ste idejo začrtali in jo pripeljali do konca prvega zaključnega dela. Vsem skupaj pa želim prijetno prireditev in tudi ogled razstave v pritličju in nadstropju šole. Hvala. Leta 1899 v Novem mestu je po študiju raziskavah v Pragi kot specializiran grafik najprej poučeval na gimnaziji v Ljubljani, kmalu pa postal svobodni umetnik. Bil je pobudnik za ustanovitev Slovenske akademije za upodobljujočo umetnost, kjer je tudi sam poučeval grafiko in bil 3-krat rektor. Za svoje delo je prejel veliko nagrad, 4-krat celo Prešernovo nagrado. Kot oče in mojster grafike je bil med ustanovitelji svetovno znanega mednarodnega grafičnega bienala v Ljubljani. Likovno se najraje izraža v grafiki, lesorezi, kletkanice, suhe igre, litografije in risbi, oglje, kreda, svinčka. Njegov opus zajema več tisoč podob in je po številu del naš najplodnejši likovni umetnik. V spomina velikega slovenskega umetnika, katerega ime nosi in slavi naša šola, smo se odločili v letošnjem letu organizirati otroški likovni bienale osnovne šole Poštare Jarca. Likovna naloga je bila risba. Risba kot temelj vseh oblik likovnega izražanja, kot pika, črta, linija. Tema in tehnika nista bili določeni. Pablo Picasso nekoč rekel, 4 leta sem porabil, da sem se naučil slikati kot Rafael in vso življenje, da sem se učil slikati kot otrok. Pa pustimo te misli iz likovnega sveta odzvanjati v glasbenem svetu. Vanj nas bodo popeljali Max Matevcu s čelom, Eva Vehovec s kitaro in Manca Maša Sladec s klaviaturou. poudarila še to, da nas izredno veseli, da kljub temu, da so nagrajenci raztepeni, bomo rekli, po celi Sloveniji, se jih je večina danes udeležilo našega zaključka. Hvala za enkrat, če se.